Tamara, najlepša hvala. Pa kaj si normalen? Pozdravljena nazaj na mojem kanalu. Današnji video bo poseben zaradi tega, ker odgovarjamo na hejt komentarje. Leta bom povedal, v moji 9-letni karieri je bilo ogromno suporta iz vaše strani, najlepša vam hvala. Moram se vam tudi zahvaliti, da smo dobili 40 000 naročnikov na YouTubeu. Ej, ful sem vesel, ful sem ponosen na vas in na sebe, na mojega montažerja, na mojega snemalca, na Anjo, na vsem, na mojega očima, vsi, ko so mi pač pomagali, res na vse ponosen, ker brez njih, pa brez vas, sigurno ne bi tako daleč prišel. In sem se danes odločil, da bom odgovarjal na hejt komentarje. Zaradi tega, ker poleg uspeha, da ti folk privošči, da ti folk hoče dobro, je ogromno hejterjev. To ste imeli ful radi, to sem delal malo bolj pogosto, ko sem bil malo mlajši. Komentiramo komentarje, je bil naslov videa, se lahko nekaj na ekranu vržem, montažer gor, da boste videli. Ful ste imeli to radi. Takrat sem bil res bolj hejtan kot zdaj, ker sem pač bil mali cringer, zdaj sem pač veliki cringer. Sem veliki cringer ali sem vrej? Sem vrej youtuber? Ja. Najboljši? Najboljši. Koliko imam subscriberov? 40. Komentarje sem kar težko našel, Anja mi je pomagala in vam lahko povema, da ni bilo easy najti hejt komentarjev na YouTubeu, na TikToku je druga zgodba. Ampak danes imamo YouTube hejt komentarje in prvi video je pred, mislim, da enimi 7 leti, ne vem točno, ne me zdaj pretepš, če sem se zmotil. Šel sem si pa odstraniti mozolje. Damn, ne. Zdaj vam tako povedal, meni je bila takrat to dobra ideja, ker je to neka tema, ki se jo pač moramo dotakniti. Jebote, puberteti si mozolji ti rastejo. Jaz pač nisem hotel hoditi po svetu, celi mozolasti pa bele, veš, ko imaš one kakce bele gor na mozoljih, ne. Enim je to všeč, meni to ni bilo in sem šel k kozmetičarki. What the fuck je kozmetičarki? In sem šel pol kozmetičarki, da mi je pač odstranila mozole in je meni to bilo čisto nekaj normalnega, ampak pol so bili komentarji. Ste ready? So spoiled. Nijam komentara. 2.23 si se joko, jadnik en. Kako grdo, stari. Imagine pred 7 leti, ko sem bil še froc mali, stari, ni me to absolutno nič zabolelo. Ni to crazy, da mi ni zabolelo nič. Pač ene bi to ful prizadelo. 2.23, če lahko rolne klip, montažer, nisem se jokal, ampak ko ti mozole stiska pri fucking nosu, se ti solzijo, ok, je tak, Anja? Fucking je tak. In me nehajte zbati, jaz sem rekel, da ne boste mislili, nisem se tam jokal, samo solze so mi tekle zaradi tega, ker mi je na nosu stiskala. Si se jokal, jadnik, ne fucking nisem se pizda, kaj misliš, da bi not pustil v videu ali kaj? CS8767 napisal, kak je ta fucking video o mozolih dobil več kot 20 000 ogledov, zaradi tega, ker jaz in moji gledalci smo fucking cari, stari. Samo zaradi tega, pa by the way, ni dobo 20 000 ogledov, dobo jih je 107 000, ta fuck, 20 000? Loser! Stojan3842 je napisal še kar pod tem videom za mozolje. Ti si sem en razmazen, bogat otrok. Pač vi se ne zavedate, da pač mi sploh nismo bogati doma. Pač jaz sem za vse to, kaj imam tukaj, telefon, vsaki čel, vsake kavbojke, za vse to sem fucking delal, stari, da sem si denar naredil. Pač je trajalo, dobil sem sponzorske stvari na mesto plačila, ko sem bil mali, ker nisem rabil keša. Stari, da pa sem bogat, je to ful folka mislilo, ko sem bil mali. Res ful folka mislila, smo mi loaded doma. In to je folk narobe mislil, sem jaz bogat, nisem bogat, daleč od tega. Za vsako stvar, ki sem jo dobil, sem mogel delati. In ne mi praviti, ti si dobil zastojn stvari, ne, niso zastojn. Če sem jaz dobil ta skiro, na primer, sem ga dobil kot plačilo, torej sem mogel delati za njega, da smo si na jasnem. To je razlika med dobil ali pa delal za to, da sem dobil. Veš, kaj mislim? Ok, zdaj sem videl, da Lonely Vibes 7570 pred 6 leti je napisala, moji prijateljici je všeč, da ima mazolje. Kao da zgledaš bolj odraslo. What the fuck? Vam je to kulsko imeti mozole? Je to bilo kdaj in, Anja? Pač mene je bilo sram, ko sem imel mozole, ne spomnim se, da bi to bilo ono, veš, stari, oj, ima mozole, oj, more že jebat, po moje, stari. Tako je zdaj napisala Lonely. Ali moja pelca je, on je ful všeč, da ima mozole, detker.
pa da ima tako tu malo puheka med prsi, veš, da mu malo masira gor od dlakice. Ano, ta video bo ful zašel, stari, jaz danes fune funky se počutim. Grda si mi je fucking Tahirs 0249, swipnem en naprej, en scroll, ne, eno sliko, pa grda si. Nisem fucking punca, okej? Mogoče imam dolge lase, ampak vseeno. Nič ti ne bom, sem grda punca. Tako je mama bogata, mi bo novega kupila. Enkrat sem šel obdarit brezdomca tukaj v Mariboru, šel sem odnesti nekaj oblačil, nekaj toplega za spiti, nekaj toplega za pojesti, nekaj hrenovke. In sem o tem posnel video in začel tudi movement #dobrodelo, kjer je dejansko kar nekaj folka sodelovalo v tem, torej da smo šli nekomu pomagati, ali to bo neki bogi babici bolj, starejši osebi, brezdomcu, živali, whatever. Naredil sem prav movement #dobrodelo in ful je bilo pozitivnih komentarjev, ker valjda naredil sem nekaj dobrega, posnel sem in s tem nagovoril še druge ljudi, da naredijo nekaj dobrega. Ampak še vedno so se našli eni, ki jim to ni pasalo in spet nisem nekaj okej naredil. Pač nikoli ni dovolj dobro. Nuška 7584 je napisala: "Saj poznaš pregovor. If you want to feed the homeless, then feed the homeless. But the moment you post it on social media, you're also feeding your ego." Torej v slovenščini povedano, če hočeš nahraniti brezdomce, jih nahrani, ampak kako hitro objaviš to na socialna omrežja, si ti hraniš svoj ego. Iskreno, moj ego je čisto okej, tu, kje bi mogel biti, se mi zdi, da sem čist cool, ne rabim si nobenega egota fila s tem, da rabim brezdomce nahraniti. Če bi ti vedela, kolikokrat smo mi brezdomcem pomagali doma, ker smo kar taka družina, pa se ne da toliko pomagamo, ampak večkrat smo šli že tako pomagati, smo šla z mamo kaj nest, tudi druge božiče, naprimer, ko nisem posnel videa, pa bi lahko posnel še enkrat video, pa ga nisem, pa nisem objavil storija, pa bi ga lahko. Ta ne mi s tem, kak si jaz svoj ego filam, šel sem pomagati brezdomcu, kaj me moraš zdaj ti jebati v glavo, da si jaz ego šopam? Pač si šla ti, tada Nuška, ne, mi s takimi bednimi komentarji, da si jaz ego šopam, pomagal sem brezdomcu, naredil sem nekaj dobrega, druge ljudi sem pozval, idite pomagati, naredil sem torej 2 dobra dela, ti pa še kar nisi zadovoljna. Ženska, hecam se, Anja, ti si hitro zadovoljna. Ti si tudi zadovoljna z malim, ja tak? Ja, Anja kima, super. Pred parim leti sem tudi objavil video, kjer sem reagiral na top 10 butastih, bednih videospotov, torej smo poslušali glasbo in je folk bil kar mad. Video ima dobre oglede, jaz mislim, da je bil kulski video, ampak komentarji so bili na primer Vleka vrvi, Vleka vrvi, sorry. Kaj ima tako čudna imena eni? Vleka vrvi je komentirala, fejkaš Merkeja Žerjala. Kdo da fuck je Merkej Žerjal, mi prvo povej, da na ta komentar ti ne morem odgovoriti, ker ne vem, kdo je Merkej Žerjala. Ampak, okej, Grega je pa pol dejansko napisal pravilno, ponavljaš za Markom Žerjalom. Da vam jaz nekaj povem, kako deluje ta svet youtuberstva, če mene vprašaš, ne? Če snemaš ti neke videe, naprimer rečimo Alenka Trogrlič snema videe o conspiracy theories, torej kaj je to, o teorijah zarote, ne? To ne pomeni, da jaz ne morem posneti takega videa. To ne pomeni. To si ni ona izmislila. To ne pomeni, da je ona rezervirala te videe in da jih noben drug ne sme snemati. Kaj to pomeni, da če jaz zdaj reagiram na hate komentarje, da vi ne smete snemati teh videov? Da Marko Žerjal ne sme posneti videa, kjer reagira na hate komentarje? Deluje to tako? Anita, Farkaš, Bogdan. Jaz bi med 5 debilskih videoposnetkov dal tvojih 5 videoposnetkov. Aha, sin piše, mali ti pišeš? Joj, ti bi dal med 5 debilskih videoposnetkov mojih 5 videoposnetkov. Veš kaj neča fora, da si pogledal video čist do konca. Čist do konca. Pa ne samo, da si pogledal do konca, 2 komentara si napisal, to je pač fucking crazy. Eden izmed teh še je bil, pa mislim, da imaš bolj pedersko frizuro kot Tršan. Ja, no fucking shit, da imam. Bravo. Sam veš kaj neča fora, da še me vedno boli. Vseeno mi je, stari. Pač jaz ne vem, kak si folk najde caj, da mi je take bedne komentarje pisati. Kaj nas sploh to reaktam? Stari, vem, da imam gejsko frizuro, ampak je kaj narobe s tem? And I got news for you. That means you're gay. Postriži me.
Tvoji videi so tuji debilni. Ok, to bomo skipali. Jaz tebe ne moram gledati, ne pa teh videov spod... Ok. Ja, vedno mi vrže kakšen glup video od Jack in the Box. Matej Cerar je napisal, fejkaš Markota Žerjala. Sem rekel, kaj pa, če on fejka mene? Veš, kaj mislim, kaj pa? Rekel je Jack in the Box, ne, zato ker on je to objavil pred enim letom, ti si pa to pred 6 dnevi. Sem rekel, Matej Cerar, on pa pred 7 leti, pa smo poslal link od enega, ne obstaja več YouTube kanal, ki je dejansko naredil video top 10 debilnih ali nekaj čudnih pesmi, ne vem, nekaj takih naslov je bil, ne. Pa je Matej napisal, Jack in the Box, loh pa, da ni vedel zanga, ker to je bilo pred 7 leti nazaj. Stari, ne, se zdaj z dreka ven rešuj, ne. Sem rekel, Matej Cerar, kaj pa, če jaz fejkam tega izpred 7 leti? Pa je samo obupal pa napisal, ok, tada vidite, fora je, da nimate prav oni hejteri. Hejteri na koncu vedno zgobijo, vedno smo mi na boljšem. Mi, oni zvesti gledalci, pa ja, smo vedno na boljšem. Gremo mi dalje. Zdaj bomo šli skozi par random komentarjev, ki sem jih našel na random videih. Naprimer, prvi je Istok. Brosi rase popravlja ko pička, drugač pa fire video. To je bilo pred 2 tednoma, realno, to ni bilo daleč dolgo nazaj. To je po mojem za Oliverov video, bilo se mi zdi. Če ga nisi videl, ga idi pogledat, ampak imaš prav, stari. Realno, kaj ne odgovorim na to, da brosi popravlja lase ko pička, drugač pa fire video, pač. Se ne vem zdaj, ali ga samo moti, da si lase popravljam, ampak me je všeč video, dobro, hvala, da ti je všeč video, lase si moram popravljati, ker ponavadi, ko imam, zatem jaz zdaj se zložil, ne, sem moče žensko slišal, ampak še vedno luleka imam, ne. Mi je zaveza, kak je, vrej, pač manga. Zakaj ta fakt se ti smiš zdaj, če lahko, pač zakaj se moraš smijati vedno, ko imam taj komentar? Ker je smešno, ja, sej, smešen je. Brosi lase opravlja, glej, fora je v tem, jaz ko imam res fajn oprane, sveže oprane, tako imam zdaj. Istok, si jih moram tu pa tam malo popraviti. Se veš, ko te moti, si jih moraš malo popraviti. In jaz pač motijo. Jaz se bi postrigal, ful rad se bi postrigal, samo me je strah. Škar me je strah, majke mi na mesto. Jaz sem fobijo pred škarjami, zaradi tega se ne grem postrič. Kak ste naj drugače postrižem? Andreja je napisala, kakšen naglas. Štajerska. Odcepi se. Folk hardcore hejta na naglase, to pa jaz ne razumem. Ko sem bil frod, sem tudi bil tako, veš, ljubljanski, primorski, gorenjski. Stari fucking naglasi, rodiš se v tem, kaj naj naredim, čuj. Ma ti si YouTuber. Delat se spravi. Stari, delam. Vem, da sem fucking YouTuber, vem, stari. Vem. Veš? Ti sploh ne veš, kak sem jaz. Nisem taki hecam se vrej, človek sem vrej. Vem, da sem malo nor včasih, jaz sem taki goofy, veš, malo se hecam dosti. Delat se spravi, delam, to je moja služba. S tem si delam kruh, s tem si delam žemljice, s tem si delam denar. Tankam si avto s tem. Hvala vam, ker brez vas mi to ne je fucking ratalo. Še enkrat hvala za 40.000 subov. Če prijemo do 50.000 subov letos, se postrižem, majke mi. Prisežem na vse, če prijem do 50.000 real subov, da ne je dokaj kupoval, stari, ker to vam vse blokiral. Tada, subajte se do 50.000, hvala vam res. Ampak to je moje delo, pač eni se ne zavedajo, da YouTube ti je lahko dejansko služba. To ne pomeni pusti šolo in snemati videe, ne, fucking ful težko je, skoraj da nemogoče je. Ful se moraš znati dobro prodati, dobre videa moraš imeti, vredo gleda moraš imeti, dober fanbase, pa dober človek moraš biti, delaven, veš? Da boste vedeli, novi časi so 2025 je, če ti cigle postavljaš, to ni edino delo, če ti nosiš pošto, to ni edino delo, če ti barvaš stene, to ni edino delo, obstajajo še druga dela. Folk dela tudi preko interneta, cash. Zdravo. Zdaj pa še za bonus komentarje, iz TikToka komentarji. Začnimo kaj s prvim, a zdaj se še pa na TikToku brukaš, ker si veš, da si se na YouTubu tudi, a ne? Hvala. Nisem tega vejo, gospod Gorila. By the way, mene folk je full hejtano, veš, da TikTok je full hejtana platforma, ne? In to je bilo pod enimi prvimi, 2020, to je bilo med prvimi videi, ko sem jih posnel. Stari, jaz se brukam na YouTube, ampak mi je vseeno, stari, ker jaz uživam v tem, jaz na TikTok, na YouTube. To, kaj zdaj vi mene vidite, taki sem jaz v real lifeu. Meni je fajn. Fajn mi je.
Meni je fajn mi je. Sploh nisem depresiven. Ne, res, stari, pač jaz se zabavam, stari. Če vi mene vidite se malo tu nekaj sprdat pa laufat v krogu okoli. Anja, povej, pač taki... To si ti. Meni je fajn. Jan je pol napisal, jaka sorry, nočem biti nesramen, ampak si beden. Si že nesramen. Veliko krat rečeš kaj takega, ko ljudje mislijo, da si čudak. Ali jaz sem začel biti fake na fucking social media. Res sem začel biti fake, ful bolj prijazen, ful bolj bom eleganten, dosti lepše bom se pogovarjal, ne bomo imeli nobenih hecev, šal, vicov, nič ne bo. Pač kaj, povejte mi v komentarju, kaj vas ful moti, da sem jaz taki čudak? A zdaj si še ti mogel sem prideti. V narekovajih nisem razvajenec. Kako da fuck bi bil razvajen? Mama, kaj mi je največjo stvar kupila zdaj v zadnjih 7 letih, je bil Scott kolo. Anja, povej, da si ti bolj razvajena kot jaz. Ja. Anja, še enkrat te vprašam, si bolj razvajena kot jaz. Najkrat gleda to tvoja mama, ata. Ja. Kaki fucker, jalo, ko sem jaz imel pač 4 skiroje, sem jaz bil razvajen. Ne, jaz sem fucking bil hard worker. Delal sem. Bulijali so me, da sem lahko imel tote skiroje doma, vre. Vi ne vete, koliko sos je tu bilo, koliko krvi je tu bilo doma, da sem jaz imel 4 skiroje doma. To ni bilo tako, mam, jaz imam skiro, prosim, nisem fucking razvajen, grow upajte, stari. Tomo Su je napisal Jack on the kurac. Dobra fora, stari. Moj bog, spet si brez pameti, ne, no. Stari, folk pune hejta. Samo imajo bedne komentarje, ne. Oskar je napisal, kaj to moj pesmo oče, ko gledam njegove videe, se mi zdi, da je malo vsekan. Zdaj vidim, da je res. Alo, Anja, majke mi, oni me bulijejo zaradi tega, ker sem jaz. Ker sem jaz na videu. Alo, mene to zdaj res malo, res me je prizadelo. Ne, ni. Dragi Pedro on the shit, kot te jebe prasec usran zavalen, noben te ne mara, spizi dol z TikToka, noben te noče gledat, še tle, če te more že najeti, tako da spizdi, srdinec. Pejt se ubit, ali pa veš kaj, fucking otop se v svoj, pofukan rekel, ko je lih tok, nič vreden kot ti, da sem jaz foter, ne, pa da vidim to ti komen, da je moj sin napisal, ne. Shit. Imagine, da to moj ata vidi, da bi jaz to napisal pri enih 10, 12, 13, pri 20 letih. Shit, jaz ne vem, če je imel kakva socialna omrežja, da si pa taki smrad od froca, ali kaj si smrad od človeka, da si vzameš ti čas, pa to me ni motlo, ko si napisal spokaj dol iz TikToka, valjda, se dosti folka hoče, zdaj pa vsi gledajo, ne. Ampak to ubi se, to pa je že malo hate komentar, ki pa je tak že malo too much, veš kaj mislim. Mene hate komentarji niso nikoli prizadeli, nikoli me ni, je pa bilo par takih komentarjev, ko so bili ogabni, naprimer, upam, da ti kdo doma umre, pa take fore. Ne jokam se, da ne boste komentarjev pisali mrzlo je veni. Da boste vedeli, jaz nisem za vas noben role model oziroma noben idol oziroma noben vzornik, vsaj ni to moj plan bil nikoli. Jaz bi rad bil nekdo, ki vas moče kaj novega nauči v videu, ali pa vas nasmeji, ali pa se imate fajn z mano. In za vas bom eno stvar naučil, mogoče vam koristila, mogoče vam ne bo. Prosim lepo, ne bodi tisti debil, ki piše hate komentarje. Zakaj? Le kak fucking debilno so danes vsi izpadli, ki so napisali bilo kero črko v teh komentarjih. Totalno debilno so izpadli. Jaz nisem v live od tega napisal, če ti ni kaj všeč, spokaj dol, idi naprej, adijo. To je to, dislikeaj video. Čeprav že to je losersko, to samo več ni moderno. Ampak ne, res ne hejtate folka, ker je pač otročje, to čisto iskreno, res brez veze. Je pa bil še en pozitiven komentar, Tamara napisala, dejansko si ful lušen, pa velike mišice imaš. Tamara, najlepša hvala. Pa kaj si normalen? Drage dame in gospodje, razvajanec prihaja, polizanec, gej, loser, kmet in debil se poslavlja od vas. Rad vas imam za vse tiste, ki me supportate.
Jaz imam tudi fucking hejtere, stari, ker jaz res nisem imel ideje, kaj bi snemal in ste mi dali idejo in smo malo šli pogledati komentarčke, res top. Ker še pišite, ne? Eno stvar še vas naučim. Hejteri so najboljša reklama, vedno te bo pogledali, vedno bo vse do konca pogledali, vedno se bo omenili o tebi, vsak trenutek bo izkoristil za tebe. To je nekaj najlepšega. In zaradi tega mi rastemo, OTB mafija raste. Če ne veste, kaj meni OTB, on the box. Lao si Jack on the box, lao si Anja on the box, vsi smo OTB, stari. Uživajte, se vidimo v naslednjem videu, ne pozabite se subat, pa še enkrat, zlati ste. Za 40,000 subscriberov, legende. Če prijemo do 50 let, se postrižem, majke Mike se bi ful rad, pač res se bi rad postrigel. Rad vas imam, bojte dobri, ne bojte nesramni do en drugega, pa vem, da si hotel oni punci pisati. Piši, stari, imaš to. Adijo, malo sem mogel dodati nekaj novega, malo motivacijskega, ne? Let's go, champ. A ja, fake, I'm fuck. Moram se vam tudi zahvaliti, da smo dobili 40,000 naročnikov na YouTubeu, a?